Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Četrtko jutro po velikem slavju je bilo. Je bilo. In spominov polno, Polno imamo glavo. Malo sem še. Pravno pa rima. Ja, lahko bi bila Tudi tretja jajco pri bi Juliju, šlo, pa ne. kaj sta že, Makedoncu. Ja, Julin Makedonec, veliki povratek reperjev, smo se njunega hita nami guši spomnili tudi danes zjutraj, med seveda vsemi ostalimi stvarmi. Hvala mimo grede, Ana, za test, kako uspešno se midva z Jegrom starava. Ja, in očitno se, nimava težav z stanjem na eni Mislim, nogi. jaz imam manj. Mislim, trosla sta se kar na. Kdo se je trosel? Ja, Kdo se je glej. kdo je Ti si se poševno šel stal? Kdo je poševno stal? Pa sploh Kdo ni Jeger je stal poševno, sva ga oba opravila, pa nehaj. Ok, dobro. Stop. V redu je bilo, ne? Še kaj drugega imamo? Da je dosti. Dosti. In zdaj težko mi tu vse v vodo povemo, tako da če ste zamudili, vabljeni, da prisluhnete podcastu tega jutra, pa če ne pa spet jutri zjutraj, ob 5:30, ko bo že petek. Veliki petek, najbolj resen post in pol podaljšan vikend. Tako repaš zraven z roki. Ker sem tak, se veš, Julijevsko in Makedonovsko se počutim. Dobro. Moramo povedati, da se je zgodilo potem, ko so tolikokrat to prestavili sem in tja. Misija Artemis 2 je štartala. Danes okoli 1 zjutraj po našem času ameriški in kanadski astronauti so šli gor pa spet malo okoli Lune, da se spet zbudi ta situacija. Ne? Ja, 10 dni bodo okoli leteli. 10 dni. To je kar, ne? Ne Moš vem. kar imeti, ne? 10 gad, 10 z oknov. Ja. To zihr še kakšne Pa si zraven, ne? polijest, ko ti žena ni vse lepo spakirala, pa iščeš. tak je. Ali pa ker to ziher po mojem nasi, oni veš, tako zdaj ti prideš na avion, pa si daš kovče gor v oni luggage compartment, ne, tam ko je za pač prtljago, ne, oni tako to jim drugi spakirajo. Si predstavljaš, da jim dajo vse? Si predstavljaš, da odpreš, pa ne veš, ki je kaj? Pa nimaš ki? Pa se ponovi tisti stavek, Houston, we have a problem. Ja. Kje imam gate? In to je, ker tu not ni dosti placa, ne, oni seveda bodo ni, 10 dni tu not natišani. Veš, kako se bo ta kapsula odprla, ko bojo prišli nazaj na zemljo, ko bo to puf, da bi veš ekonom pisker odprl. Joj, pa dajmo. Pa bi not pač v stare zokne kuho, ne. Upam, da ne jejo fižole z konzerve. Konzerv ni, ker ne sme biti. Ne. Tako, ja. A ja, Ja, pač. probala sem. Kar za vesolje prilagojena hrana. Je, v vseh pogledih. Ampak ja, to je zanimivo, da se torej zdaj spet, ko so pač Kitajci resno zagrabili se naenkrat tudi pri nas in naš odnar. Ker naenkrat ni več tehničnih težav. Kar naenkrat sodelujejo z vsemi, ne samo z maskom, zdaj še z onim, ko se je nabildal, ker je pač star, pa si ne prizna, pa las nima. Ja. Bezos. A Bezos, ja. Okay, pač mali rebus sem vam dal. Ja. No, in zdaj je to pač za izstrelišče, celo za kasnejše misije proti Marsu mislijo graditi na Luni. Musk, mislim, da že čez 3 leta, hotel prvi gori, ne vem kaj vse. Oni so pa zdaj v bistvu rabili 3 ali 5 let ali kako dolgo, da so se najprej okoli pelali. Tako da jaz bi malo zategnil uzde pri teh napovedih, ampak fajn je, da se spet tudi v tej smeri kaj dogaja, ne, na zadnje. Brez tega, da smo radovedni bili, ne, bi bolj malo imeli. Dobro jutro. Dobro jutro. In kar takoj vprašanje. Včeraj si imel mir, Jeger, danes te pa moram spet vprašati, kaj so se že zmenili? Joj. Ne, še čisto, se pa to ne morem. Mislim, niso še se zmenili do konca, se pa pogovarjajo, ker včeraj je bil drugi sestanek pri Robertu Golobu. Ja. In nekaj so se zmenili. Gibanje Svoboda naj bi, ker je pač relativna zmagovalka volitev, do naslednjega tedna pripravila osnutek koalicijske pogodbe, ker so pač demokrati rekli, da dokler pač ne bo nekega osnutka, se oni umikajo iz teh sestankov, ker pač nimajo smisla. Tako da v naslednjem tednu naj bi dobili osnutek, potem se bo Robert Golob individualno z vsemi predstavniki strank pogovarjal o tem osnutku in na koncu bodo potem spet naredili skupen sestanek in bodo videli, kje se stikajo njihove ideje, kje se razhajajo. Ja, kje se razhajajo in pol bomo dobili neke rezultate. Ampak
Ob tem so sestavili SLS, Nova Slovenija, Fokus, trojček teh strank, pa Demokrati in Resnica, tako so poimenovali, tretji blok strank. Oh my God. Ki bo pomemben akter pri teh pogovorih, zato ker imajo skupaj 20 poslanskih mest. Tako da bomo videli, kam se bodo pa te stvari razpletale, zato ker vemo, da Resnica in Demokrati sodelujejo na teh sestankih z Robertom Golobom. Nova Slovenija, SLS in Fokus so te pogovore čisto zavrnile in zavračajo vsa vabila, ker si pač želijo, da bi bila naslednja koalicija sestavljena iz desno-sredinskih strank kot razvojna koalicija. In zdaj bomo videli, kam bo to šlo, ne glede na to, da so sestavili skupni blok. Dve stranki se pogovarjata z Robertom Golobom, ena ne. Tudi oni dve stranki pa ne zavračata, da bi se pogovarjala tudi z Janezom Janšo za sestavo koalicije. Ampak se pravi, oni se med sabo si niso zares enotni oziroma nimajo usklajenih principov. Ja, verjetno jih bojo pa zdaj uskladili. Ne, na neki točki. Bomo videli, kam se to vodi. Prvi preizkus bo že 10. aprila, takrat je predsednica napovedala, da bo konstitutivna seja državnega zbora. Takrat se tudi voli predsednika državnega zbora, ki tako kot mandatar potrebuje za izglasovanje 46 poslanskih mest. Takrat bomo že videli, kam pes taco moli. Prihodnji petek. Prihodnji petek, tako. Kdaj pa bojo predčasne volitve? No, kaj zdaj? Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dajmo se še malo spomniti, ne? Danes je tako jutro za spomnice. Ja. Pa ne s tistimi slabimi šalami, Jeger, kot smo se danes jutraj že pogovarjali, spomin na prvi april, to je zvrca. Te so res izvrca. Razime, ko se to totalno deplasirane. Ja, res je. Ampak se bomo malo spomnili, kaj smo ga včeraj biksali pri nas ob praznovanju 25. rojstnega dne tega Milana. Bilo je super, bilo je zabavno. Meni moram reči, sta bila dva vrhunca in prvi, ko sta prišli noter Lojčahovi. Ne? Se pravi, Klančnikova Lujza, najstarejša Slovenka in njena hči Otilija. Zelo smo veseli, da ste si vzeli danes čas in da ste našli moč, da ste prišli. Najstarejša občanka Klančnikova Lujza, gospa Lojčah in njena hči Otilija. Še enkrat dobro jutro. Ja, zdravo. Pa kam mu skačeš besedo? Da če bo zdravo. Pusti naj, kaj si ti, kaj delaš tu? Ni še do konca, ker še ni izdihno, mislim, ni do konca. Viš, da komaj zrak zajel. Ja, res je. Ja. Hotel sem vprašati, kak je zdravje? Štima vse. Zdravje moje, odlično. Kaj se pa mame tiče, pa presenetljivo. Jaz bom sama za sebe govorila, kako se počutim. Ne boš ti meni govorila, nisi moj zdravnik. Veš, če bi ti bila moj zdravnik, bi že zdavne se stegnila. Veš kaj, Milan, presenetljivo dobro se počuti. Veš, kak pravijo ti svi? Izvrstno se počutim. Ja, v redu je, mama, to je tudi veš zadnji ruker, preden greš. Kaj? Je to ti zadnjič, ko se zadnjič dobro počutiš, ne? Ruker imaš ti vriti. Nisem te sreče, no jaz se računam, da bi za veliko noč lahko šla, če je dovolj nafilam z dobrotami. Gospa Otilija. Ja, pa čuj ti svinjo, javno to govori, 50 let si že išče stanovanje, zdaj pa bi me živo zakopala. Do 130 bom vlekla, do 130, samo ne tako ti vsakemu, ko k vratom pride. Dobro, zdaj vsega tudi. Jaz bom stara, toliko. Veš kaj, Milane? In ne boš, spuči se. Zami si v najemu nekaj na tezno, ker tja spadaš, svinja. Nisma v najboljših odnosih, trenutno. Ja, lepo, da je tebi smešno. Da se to tudi skotila. Pa kaj ne vem, kaj je to, kaj je Hubert, to jedel, da je to bom prišlo. Hudoba. Hubert. Skregane smo malo. Ja, to. Ja, v slabih odnosih. Nikoli nismo dobre. Od malega že, kaj si bila? Od volitev dalje. Od volitev dalje, jaz se po strani gledam. Ja nič, na volišče smo šla več, kak incident, ljubi Bog, še zdaj mi je narodno, ko se samo spomnim. Ja, videla je, jaz sem Roberto ta obkrožila, ne? Roberto, z Horice. Ja, sej. Ja. Ne bom pozabil na stare. To so tudi primorci, veš, ko imajo v sebi noč. Pa daj povežiš, pukni, kam tak duge zgodbe imaš, pizdo. No, videla je, da sem Roberto ta obkrožila, pa se je zmešalo, vzela mi je polo, pa jo požrla.
Na licu mesta. Na licu mesta požrla polo. Dok si pod mojim naslovom, bomo se skupaj odločili in volili to, kar jaz hočem. No, to vam pravim. Ker ti nimaš ustavne pravice, da se boš po svoje odločala, ker si neuravnovešena. Pa še svinja. Dobro, no, gospa. Evo to pravim, no tako je polo mi je požrla. Ja, hvala Bogu je bil Vilko v komisiji, ker to ti naši tak 3-4 pole ima vedno na lagerju v avtošopu novo polo, da sem te lahko obkrožila. Ja, vse tako je to. Tako se skup. So imeli koji pole v avtu, vse sem to videla. Rezervne, ne, nikoli ne veš, da kaj požara, ne. Se jaz sem tako klicala, pa čakala tam, če bo kjeri kriminal policaj v balonarju prišel, samo to ni tako, smo mi imeli. Se veš, tam je takoj bilo, ausweise, gremo bite, hop, pa res. Če ste Treba imeli tako zdaj, ker srečo. ni reda. Firera, pravim. rabimo pravim. vodjo, Zadnji ruker je to. Dobro. vodjo Zadnji rabimo. V redu, gospa. Trdo roko, Lujza. Firera. Dobro. In ti ne boš obkrožala. Ne, No, zdaj bolj primerno, da ga tehnično obkrožila. ima pravico. Daj gobec, Erži, nima pravice. Praznovanje neuradnega svetovnega rekorda za najdlje trajajočo dnevno radijsko satiro omogočajo Danküchen Megastor Hoče in Danküchen Maribor Center ter Lenart Center, Banka Sparkasse, trgovina Debela Berta iz Avstrije in steklarstvo Breg. Ne na tak pritiskaj na šajbo. Glej to zdaj. Pa kaj pa ni čariš? Brega pokliči. Steklarstvo Breg, vodilno steklarsko podjetje na Štajerskem. Že 35 let skrbimo za vaša stekla doma, v poslovnih prostorih, za okna, vrata, ograje ter ukvirjanje slik. Steklarstvobreg.com. Tudi naša študentka Ema je tu, želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. In ne boste verjela, kaj mi je Ema povedala, da nas je sanjala včeraj. Ja, Lepo, ne? Ja. Okay, absolutno nič drugega ne povej, samo ja, ne, bo to zdaj vprašanje. Okay? Okay. In sicer, ali je bilo tako, oziroma verjetno je bilo tako, da ko si v sanjah gledala najo z igrom, da si mislila, samo malo manj levega olja še faline. Ne. Ziger je bilo, pa je nerodno reči, ne priznaj. Jaz ti verjamem, da ni bilo Ema, ne vem zakaj, Seveda, da ampak je. zdi se mi, da imaš. To je edino čisto logično. resnico. To je edino logično. Dobro jutro. Dobro jutro. In dileme študentke Eve, tudi danes zjutraj. Stopimo bliže generaciji, gremo, šu. Okay, ja. Gremo. Gremo tako. Ema, na seznamu tvojih dilem, najprej hvala lepa, da si nas z igrom sanjala. Tako lepo. Ja, tako. Kot smo Ana sem rekli. tudi drugače. Dobro, Ja, samo se veš. midva sva Ana, bila tako v je, prvem. tako je, Ana je že popolna. Ja. Midva Res pa je, kaj robiš? samo v sanjah. Ok, Ema, zakaj so starejši bolj trmasti od nas mladih? To je vaša dilema, generacije Z. ena izmed. Mislim, Vi niste trmasti. nehajte, no. Ste ful trmasti. Vedno mislite, da imate prav. Nimate. Pač veš, to izhaja iz tega, da glede velike večine stvari pač imamo, ne? Samo vi ta trenutek še ne vidite. Tako, čez čas in leta pa pride pa reče, ja, pa res so imeli prav. Ja, kako krat, povej mi čisto iskreno, koliko krat si rekla, pa so imeli prav. Potem Enkrat. čez nekaj časa. Ja, seveda. Pa še to komaj. In verjemi, ko bo enkrat boš videla, kak so pa mladi trmasti, enkrat čez leta se pogovarjamo, ne, čeprav tik, tak, Nehaj, ko boš imela otroke, nehaj. ne, tik, tak. Ko boš, pa boš to trmo doživela, ne, Ja. boš videla, da ta trditev absolutno ne drži. Jaz bi bolj izpostavil trditev, zakaj si generacija Z noče priznati lastnih napak. Gremo se raje spet nazaj, meniti o onih sanjah, pa Jezus, pa Jeger. midva, ko rabiva samo malo manjljivega olja. To raje samo. Ali pa jagode, pa smetano. Pa malo sladkega greha. Pa daj Daj fuj, pa daj neha.
Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Danes je četrtek, 2. april, dan po praznovanju 25. rojstnega dne tega Milana. Mislim, da je bilo kar v stilu. Je bilo kar, če ste zamudili v celoti, vse lahko najdete v naši audio špajzi na tutiradio.si. Bili pa so momenti, ko je bilo res stresno in relativno konfuzno, sploh je bilo po več gostov naenkrat. Ja. Recimo, tako sta bili tu najstarejša Slovenka Klančnikova Luiza in njena hčerka Otilija, pa majster in Tonček isti cajt. Zdaj, ko glih imamo majstra tu, ne? Povejte, Otilija. Ene dobre 4 leta je, kaj smo na zadnje imela majstra v stanovanju not. Ja, pa bom jaz dalje povedala. Izvolite, ker sem Luiza. jaz tudi klicala, ker je pralni stroj še v garanciji točil. Ja. Sem pa šla v trgovino, ker Fuksa Lena čaka, da prinese žemlje, pa to nič ni od nje. Zija, ne vem kaj v toti računalnik not, pa govori, da je internet preslab, pa take svinjarije gleda, da Bog pomagaj, no vse ni važno. In ko sem prišla nazaj, mi je rekla, jaz sem skupne blagajne vzela 70. Sem rekla, ne skupne, iz moje blagajne svinja si vzela, ker že 6 mesecev nisi oddala. Ni dala. Pa sem rekla, dobro, 70 je vredi, je rekla, dala smo 80, to prav, to sem jaz naučila, daj malo napitnine, ne, če ljudi pridejo. Je rekla, ja, samo mama, nekaj ti še moram povedati, pralni stroj bo drugič pogledal, ker je imel še eno stranko. Sem rekla, res, kaj pa je te delo? Ja, pri meni v sobi je bil. Sem rekla, kaj je bil, to sploh serviser ni bil, če je bil pri tebi v sobi, je tak slep. Žgal te je, pa si mu 80 dala, zakaj si mu te dala 10 napitnine, prtica mojega denara? Te mislite, vi veste, kak je to vkjeno, to je vkjeno, to amena. In ona bi rada mene pokopala v 3 mesecih, bo na beraški palci, ko bo sama. Toliko. V celoti, če ste zamudili naše praznovanje v naši audio špajzi na tutiradio.si, uživajte. Dobro jutro. Želimo dobro jutro. Jutro. In včeraj je bilo praznovanje 25. rojstnega dne tega Milana in malo se še spominjamo, logično, ker je bilo res tokenih legendarnih momentov, ko sta bila recimo v tem studiu majster in Tonček in je prišel mimo čisto slučajno čestitati Goražilovec in je Tonček v njem prepoznal Benota iz Lepo je biti sosed. In je bilo fertik. Goraz! Dobro jutro! Goraz! Kako je žilo? Beno! Beno! Pa kako je žilo? Kaj ste blesavi? Vi pa te niste gledali, Lepo je biti, sem gled Benota! Čakaj malo, čakaj! Goražilovec, evo, moje... Beno! Gospod se me je razveselil. Beno, daj reči nekaj. Dobro jutro. Ne reči Beno, tako je, ne, ko Beno govori. Kaj ja vem, kaj naj povem? Pa kaj si ti? Beno je lepe. Dobro, Tonček, umiri, sej. Kaj imate mogoče kakega potreba? Ja, pa tako, pa to. Dobro, v bistvu sem lahka publika mimo. Ja, gospod se me je razveselil, zgleda, kako se gleda. Tonček je. Daj reči nekaj. Jaz bi samo še malo. Ja, gospod Črni, ja. Odkot pa si ti? Jaz, z Murske Sobote, pa zdaj to... Aha, se mi je zdelo, ja. Vi pa imate puško, vi ste bili partizan. Tam ste tudi bolj... Puško imam nažalost prazno, ker če bi vedel, da bo babič tu, katerega dedek je zadnji hodil, pa tudi sobote črnuharje bi pa imel na filano. Mi nismo imeli partizanov v Murski Soboti. Sveda ne, tam Nemčija bila. Ne, glih Nemčija. Da se neha zabava, daj reči nekaj še ti. Ne vem, kaj naj reči. Daj reči nekaj, Beno, no da ne se zabava, kaj se nora. Dobro, ne pa... Pa kaj si ti, malo? Dobre, da gre, Malo je rabo Tonček, ne? Ali kot je nekdo na Facebooku napisal, kaj te Tine vzel. Nič. Ja, malo je rabo Tonček in malo je rabo tudi Franc Švarc Črni, da je takoj bila že akcija skoraj da perajt. Tako da, če ste zamudili v celoti v audio špajzi na tutiradio.si.
Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Eno informacijo in nalogo imam jaz zdaj za vaju. Oj. Štartali bomo tako, da eno napeto podlago rabim. Napeto. To je bolj lepa kot napeta, ker je za najo pilota z lepimi telesi. No, poslušajte zdaj. Kaj bi zdaj? Če je bila taka podlaga v Eminih sanjah. Ema naj je sanjala, mimo grede. No, v glavnem, informacija je, da strokovnjaki opozarjajo, da je ohranjanje ravnotežja precej ključno za zdravo staranje. To je za igra, predvsem pomembno. To je za tebe. Jaz sem že star. Ok, dobro, samo lahko si še starejši. Čakaj, zdaj imam pa nalogo za vas. Dobro, daj. Okay. Ki sicer pravi tako, preverite, ali lahko na eni nogi stojite vsaj 10 sekund in tako ugotovite, kdaj je čas za obisk zdravnika. In dajmo preveriti. Kje pa moram imeti drugo nogo ta čas? Ne, drugo nogo. Ja, vrufto, če na eni nogi stojiš. Vignjeno ful ali... Ja. Na eni nogi stojiš, nima veze. Dobro, do glave. Kaj zdaj? Kaj štopata ali kaj delata? Ja, bom jaz. Pa reči neki 3-4 zdaj. Pa čakaj malo, kje ti stojiš, jeger, not v steni? Za mizo. Ja, tak da je plac. Okay. In kaj moramo imeti oči zaprte? Ja. Če želite, lahko to dodatno. Kje moramo imeti roke? Samo preživite, prosim, teh 10 sekund. Roke v zraku. Na kateri levi ali desni? Ja. Vse eno, ena desna noga se na levi. Vse. Na odrivni, Iger. Veš, ker imaš odrivno? Levo. Ne. Levo. Ok. 3, 4, zdaj. Veš, ko se mu vidi, da je star. 5 sekund je mimo. Ravnotežje lovi. Ne, ti manj govori, ker se celi pajtlaš. V bistvu se oba trosita. Mimo 10 sekund. To se pa resno otrosim. Z lahkoto. Dobro. Ja, zdaj. Mogoče je vse. Vidva sta ona izjema. Ja, si se, ja. Ona izjema, ko je vse Zakaj si tako poševno? Da, ni ravno več. stoj. Ja, hvala lepa ima. No, evo. Pa če ni bilo tekmovanje. Kaj da ni bilo tekmovanje? Seveda je bilo. Veš, kak si izgubil. Pa kite. Nikoli več. Ne rečem. Tine, dobro jutro. Dobro jutro. V ekipi, kjer te velika večina ne zataji. Velika večina. Jaz se opravičujem. Jaz bi samo v svoj zagovor rada povedala, da sem človek navad in tako vedno ob 6:30 grem na WC lulat, ne? Tako pač vedno 7:40 vprašam, kaj imamo zdaj. In pol mi Tine zameri. Se opravičujem, ampak pač taki čas očitno pač ne gledam na naš šovplan in pol se malo zgubim. Te pa združi, pa idi ob 7:40 na hajde, pa bomo reči. Pa imeli mir. Pardon, no, ni bilo zdaj to spet namerno, ampak tako se opade pač. Kaj si nam pripravil, Tine, danes? Enkrat je slučaj, drugič mogoče še. Se pa reže pa. Pol pa ni več. Tretjič ni več, tretjič je že za nalašč. Ja, valjda. Tretjič že pol veš, da je bilo tudi prvič za nalašč. Ja. Ne, to pa ne. Povej, Tine. Poznamo 7-Eleven. Ja, so trgovine pač ti. Trgovine, pri nas ni, ne? Ja. Ameriška, ki je sicer zdaj vlasti Japoncev, vse sem se pozanimal. In Japonci... Zakaj se reče 7-Eleven, Jeger? To pa ne vem. Ne veš? Ne. Ker je odprto od 7 do 11. A to? Zato. Ok. Si nekaj globega pričakoval. No, Japonci... Samo trenutek, Tine, ali ti veš, da smo mi dva bila v 7-Eleven, ko še Jeger niti v osnovni šoli ni bil? Ja, pa res. Resno. Ja. Pa ko je emo šokiralo. Tebe še sploh bilo ni. Ti sploh nisi v tem debati. Veš kaj, vsakeč, ko se začne stavek, veš, Tine, ko smo mi dva, ti samo rečeš la, rečeš ven. Povej. No, Japonci imajo toliko trgovin, če bi hotel vsako obiskati, bi 60 let rabo. Kaj je to samo, da not stopiš, pa greš nazaj vun, ali kak je mišljeno obiskat? Veš, da bi šel vsakeč v drugo. Si note, zdaj lahko greš. Ali več na dan. Ne razmišljajte, res ne. To je... Ni, idi lulat. Ja, hvala, Tine. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. In malo se še spominjamo včerajšnjega legendarnega 1. aprila 2026 oziroma 25. obletnice totega reporterja Milana, kak je bilo, ko je vdaral not Bolfenk. Jeger je namreč včeraj imel eno nalogo.
namreč da not vozi ljudi. Vratar sem bil, tako. Mislim, vratar, bolj portir, ne bi rekel, ali pa pač... No, kakorkoli, nekdo, ki je pač sprejemal goste pa... in jih potem, ja, tako. Tako, ker producentsko delo bi jaz rekla, ne? Ja, tako. Na nek način. Na nek način producent. Da se boljše sliši, bil si producent si bil. Ja. Hvala. In Škrat Bolfenk mu je pobegnil, ne, oziroma preleto, pa kar direktno ter v ti studio. Kaj je toplo vodari, pika, materna, pa ti? 3, 4, sami dedi. Pa kam ti, če imam jaz vrata, preko jaz noč spuščam. Pa smo te mi dva na ti, medo bedo. Ja, kaki si, da ko sem te videl, sem se vsral od straha, pa sem se na svojega fotra spomnil. Pička ti materna, kosmata, pod te bo, pa še oranžen. Pod te. Ti boš meni ti govoril, ti. Če sem jaz na vratih, pravim. Dedek bi te lahko bil. Si poznal babico? Svojo? Ne. No, jasno je žgal. Kar lepa, ne? O moj bog. Ja, in tako je to šlo bolj dalje. Če ste zamudili v celoti v naši audio špajzi na Toti Radio. Tudi naša študentka Ema je tu, želimo dobro jutro. Dobro jutro. Jeger, jaz imam eno vprašanje zate. Ja. Vemo, Fras in Medvar šel vsak dan pri nas na Totem Radio med 12 in 16. Ja. In kaj si ti točno mislil, ko si jima rekel? Fras, Medvar, dajta ga ven. Ja. Kaj? Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Tako, vemo, veliko krat se je v tej predvolilni kampanji pojavil pojem dolgotrajna oskrba, ki pa je seveda super stvar in pomembna in potrebna stvar tudi v naši družbi, v našem mestu, v našem delu Slovenije. Absolutno. In zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca je pričel z izvajanjem storitve dolgotrajne oskrbe na domu. Začeli so pravzaprav sedaj s sprejemanjem kopij odločb postopne točke, ki je v Mariboru na Centru za socialno delo, in to je tudi prvi pogoj za vključitev posameznika v sistem dolgotrajne oskrbe na domu. Se pravi, odločbo je treba oddati. Tako, da oddamo jo v zdravstvenem domu, lahko prek e-pošte, prek navadne pošte ali v vložišče zavoda. To je prvi korak, ki se stori, potem pa kaj sledi, razlaga Aleksander Jus, pomočnik direktorja zdravstvenega doma Maribor za zdravstveno nego. Na to v bistvu mi to vlogo odpremo, upravičenca pokliče koordinator dolgotrajne oskrbe v našem zavodu in se z njim dogovori za srečanje na domu, da skupaj izdelajo načrt oziroma kaj si sploh upravičenec in seveda njegovi svojci ali skrbniki želijo. Ja, in povedajo tudi, katere naloge bo zdravstveni dom opravljal vse v okviru dolgotrajne oskrbe na domu. Mi praktično vse te naloge, ki so v sami dolgotrajni oskrbi, torej to je tista oskrba na domu, pomoč pri osnovnih potrebah oziroma tudi tisti osnovni zdravstveni negi. Pol seveda se tukaj, da je pomoč pri izpolnitvi e-vloge, če slučajno upravičenci niso te vloge oddali še, in pa seveda kasneje tudi vloga za vse ostale storitve, ki so recimo za fizioterapeuta, kineziologa, socialnega delavca, socialnega gerontologa. Ok, skratka, tako da je celotna oskrba in vse potrebe, da so. Tako. In pol je tu, vedno, ko govorimo o takih storitvah, je tu vprašanje kadra. Ne? Ja, ga je dovolj. Ko smo se odločili, da pristopimo v bistvu k izvajanju dolgotrajne oskrbe, smo mi nekako začeli pri temeljnih. Tako smo konec meseca januarja izvedli en preliminarni razpis za delovna mesta, da vidimo, če lahko sploh dobimo dovolj kadra za izvedbo same dolgotrajne oskrbe. Moram reči, da smo bili kar presenečeni, ker smo takrat dobili kar 22 vlog.
od tega je med njimi 5 takšnih, ki so praktično pripravljeni priti takoj v zavod, da lahko pričnemo z izvajanjem dolgotrajne oskrbe na domu. Ja, to je najpomembnejše, da imajo tudi... No, se je tudi backup plan, recimo, če bi bilo teh vlog naenkrat preveč, se bo v skladu z zakonom o dolgotrajni oskrbi oblikoval čakalni seznam, vsi upravičenci na njem pa bodo deležni finančnega nadomestila v tem mestnem času, ko bodo čakali na koordinatorja, da pripravijo ves plan za dolgotrajno oskrbo. Ja, ki je pa seveda individualen in se razlikuje od upravičenca do upravičenca. Vse informacije, ki jih kdo rabi... Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, tam boste dali vse informacije. Želimo dobro jutro. Dobro jutro in zdaj bom jaz. Dobro jutro. Tako je Ana privletela z odnim preizkusom. Kako si moram dati tudi kako napeto ozadje? Ne, to pa ne rabiš. Ne rabim, dobro. To je primerno za tebe in tvoja vprašanja. Ja. Ali pa pat in mat. Ne, ta je bolj primerna. V glavnem nima veze. Zdaj se že ti, kaj, 3., 4. dan voziš z novim Xpengom. Tu smo. Ja, in da mi je podlago, to ne moramo tega imeti, če se menimo takem avto, dajmo. Ko je? Mora biti nekaj taki avto, pa še golica. Z večjim stilom. Ne, daj malo, to ni. Eleganca. Eleganca, ja, okej. Ja. Glavnem, kakor čudoviti zbor. 4 dni se že voziš z novim Xpengom, daj, mi dva zano ga še nismo peljala. Ne, se ga tudi ne bo ta, ne? Kako ne, čakaj samo malo, danes nisi ti rekel nekaj očeta? Piše, da se bosta not peljala, ne da bosta peljala. Ne, to pa za neki drobni tisk, to ne velja. Drobni tisk. Bomo pogledali na tam, kjer piše, na koga je avto začasno pisan in kdo je zapisan za varovanju. Kje je avto hiša? Od jutri naprej, jasno, da na Teznu, bivšem Šerbinek. Ja, lahko gremo na en park. Je Tezno moje, Tezno je moje. Moj salon, moje avto, jaz vozim. Moja pravila. Ja, dobro. Ne, ampak čiza res, malo sem že nervozen, moram priznati, ker se približuje čas, ko bo šel nazaj in se bo morala ločiti, pa tako trdno, čvrsto vez sva stkala. Je rekel. Ja, od ponedeljka se voziva, recimo, in če niti približno nismo tam, da bi ga mogel dati polniti. Resno? Ne, pa sem se kar nekaj vozil. Dobro, do meta ima 550 km. Tu nekje, ja, in zdaj smo šele na 280, veš, kaj ti hočem reči. Bravo, in to v 4 dneh. Pa smo se vozila, sicer bolj kratke relacije, ne, ker pač se veš, ne, ampak nekaj na kratko se spozna, ne, materija, ne, zdaj ne na dolgo lahko vsak, ker na dolgo se lahko vmes zgodi, tu pa tam neki momenti. Res je. Na kratko, ko mora biti šus, ne, ko je, veš, ko ti rabiš neke impulze. In danes zjutraj, recimo, smo imeli en taki lepi moment z Xpengom. Ja, seveda gre za pač vrhunski izdelek, kot smo rekli, zakaj ga sploh testiramo, ker je to naš štajerski električni avto, ker ga delajo v Magni in vemo, kdo Magno gor drži, katere pridne roke in odkot prihajajo. Tako da naš mariborski praktično oziroma tu, ne, širši Podravje. Tako, pa na Tezno se bo prodajal, ne? Tako. In zato ga testiramo in res je fenomenalen narejen je, ne rečejo mu zastojn Tesla Killer. Pa je nickname. Ja, čisto tako. Všeč mi je. To, da imaš 4,2 od 0 do 100, o tem sploh ne bom govoril, ampak danes zjutraj smo imeli taki lepi moment. Tako sem se vsedel, veš, ker imaš ti asistenta, s katerim se lahko pogovarja, sicer zaenkrat v angleščini, ne, ampak vseeno sem rekel, hey, Xpeng, I'm cold. Pa ti je vklopo gretje. Ne, da je vklopo gretje. Objel ga je. Vse vklopo je gretje sedežev, gretje volana, celo mi je stemperiral, pa narisal, kje bo zdaj najbolj pihalo, da se pripravim. Če bi slučajno, če bi mi kje pihljalo, da bi rekel ne tu, ne. Veš, tak, ja. Tak je lepo, ja, tak bi rekel, gled, zdaj pa piha po meni, pa bi rekel, ojej, pardon, pa bi že spremenil. Veš, to je za mene avto, jaz imam občutljivo telo. Ja, se ti pravim, od jutri naprej, Ana, lahko greš na Tezno. Xpeng, salon na Tezno, v bivšem Šerbineku, tako da tam ga najdete. In res priporočam, da si stvar ogledate in preverite, če ne drugače iz radovednosti, da vidite, kako zgleda naš štajerski električni avto. Dejan, Ana in Jeger in toto jutro.